Če je še v času konjunkture veljalo, da so prevladovali kratkoročni depoziti, saj so varčevalci raje vlagali v bolj tvegane finančne naložbe, pa je danes situacija ravno nasprotna. Vemo namreč, da se ljudje v težjih časih, vsaj tisti, ki so sposobni, več varčujejo in seveda varčujejo v varnih in donosnih oblikah, kar pomeni, varna je še vedno najbolj banka in od tistega časa naprej je tudi kar precej dolgoročnih depozitov, se pravi, ljudje se odločajo za varčevanje nad enim letom. Finančna kriza je svoje zobe pokazala tudi pri precejšnjem padcu obrestnih mer, ki so ponekod padle tudi do 50%. Pri Probanki tako že razpolagajo s posebno akcijsko ponudbo. Ponujamo eno zanimivo stvar, dolgoročni depozit na 3 leta z zelo zanimivo privlačno obrestno mero 4,5%. Kriza pa je najhuje prizadela delniške sklade, zato jim varčevalci po besedah bankirjev več ne zaupajo. Šibka izjema so le obvezniški skladi. So zanimivi ravno z tega vidika, ker omogočajo malenkost više donose kot sami depoziti, hkrati pa tveganje ne odstopa bistveno od tveganj pri samih depozitih. Bančniki tako poudarjajo, da je treba varčevati razpršeno, zato se na trgu že pojavlja nova oblika varčevanja, ki vključuje več različnih možnosti varčevanja. Smo tudi v naši banki pripravili poseben produkt, ki se imenuje naložbeni dvojček. Posebnost tega produkta je sporedna naložba v depozit in pa v sklade Pioneer Investments. Ker gre za razpršitev premoženja, smo tem strankam kot dodatno ugodnost ponudili boljše pogoje na sami depozitni strani oziroma višjo obrestno mero. Takšen način varčevanja so že začele nuditi zasebne banke, medtem ko pri NKBM o takšni ponudbi še razmišljajo.